Nadaljujemo s športom. Košarkarska ekipa Zaporov na Dobu je ta teden podaljšala sodelovanje z izkušenim krilnim igralcem, saj je novo 2,5-letno pogodbo podpisal Igor Bavčar. Skupaj s prejšnjo obsodbo zaradi spornega lastninjenja koprskega holdinga mu je okrožno sodišče v Kopru izreklo enotno kazen 7 let in 5 mesecev zapora. Tako je Igor Bavčar bo barve ekipe dobških Hopsov skupno branil več kot 7 let. Sam je očitno že začel intenzivno trenirati, saj se podpisa pogodbe na koprskem sodišču sploh ni udeležil. Tako sodnici Orjani Trunkelj ni preostalo drugega, kot da sodbo tričlanskega senata prebere pred prazno klopjo za obtožence. Kar je popolnoma razumljivo. Gre za prvega zvezdnika ekipe, ki ga sedenje na klopi ne zanima. Zvezdnik takega kova pa seveda stane. Medtem ko za Gorana Dragića Miami Heat odšteje približno 50 000 evrov na dan, pa je podjetje Istrabenz z Igorjem Bavčarjem svoje čase imelo bistveno višji strošek. V le enem dnevu je povzročil 3,7 milijona evrov izgube v že zahajajočem podjetju. Za toliko je namreč podjetje Istrabenz preplačalo delnice Intereurope, ki jih je odkupilo od Bavčarjevega podjetja Maxima Holding. Gospod Bavčar torej ostaja v zaporih na Dobu, kjer se pa te dni bolj kot svojo košarkarsko ekipo ukvarjajo s prezasedenostjo. Številke so namreč alarmantne. Slovenija se sooča s prezasedenostjo zaporov. V lanskem letu je bilo namreč na 100 razpoložljivih mest zaprtih 100 ljudi in pol. Slovenskega zapornika najbolj moti dejstvo, da ima poleg 99 cimrov v svoji sobi še polovico človeškega telesa. Mene bi tudi, priznam. Naša država prostorsko stisko rešuje na tak način, da določene ljudi da na pol. Podobnega sistema se bo lotila tudi pri reševanju stanovanjskega problema mladih družin, kjer bo v 2,5-sobno stanovanje naselila 2,5 družinska člana. Politika. Če ste se kdaj spraševali, kaj imajo skupnega evropske volitve in partizanske proslave, je odgovor udeležba, prepiri in SD. Tokrat se je zapletlo v Moravčah, kjer župan Milan Balažic tamkajšnjim šolarjem odsvetuje udeležbo na proslavi ob dnevu boja proti okupatorju. Zmotilo ga je namreč dejstvo, da bo tam nastopila kandidatka za evroposlanko Tanja Fajon. Ko seštejemo to skupaj, ugotovimo, da gre po zakonu za predvolilni shod, ne pa za proslavo. Dobra poanta, gospod Balažic. V politiki se da razložiti vse s preprosto matematiko. Tanja Fajon plus proslava je enako predvolilna kampanja. Marjan Šarec minus obleka plus veselica je enako Miro Štepetinšek. Kljub jasni matematiki se človek vpraša, zakaj je Zveza borcev kot govornico v predvolilnem času povabila ravno Tanjo Fajon. Tanjo Fajon smo izbrali zaradi tega, ker je bila že nekajkrat v Moravčah. Bila je za 8. marec ali pa za neki drugi dogodek in vedno je bila zelo dobro sprejeta. Ta gospod govori o Tanji Fajon, kot je o Tanji Žagar. Imeli smo jo za 8. marec, pa je bilo polno. Imeli smo jo za občinski praznik, pa je folk plesal po mizi. Zakaj bi spreminjal nekaj, kar deluje? Ob tem podatku se pojavi vprašanje, zakaj sploh Tanjo Fajon vleče v napol prazni Evropski parlament, če lahko doma hara po veselicah. Ker zaplet v Moravčah vsebuje partizansko tematiko, se že ponuja tipična slovenska rešitev. Če v Moravčah ne bodo našli skupnega jezika, vsak od njiju ob spomeniku napoveduje svojo proslavo. Očitno bo letos Moravčev videl kar 2 proslavi. Na tisti bolj politično obarvani bo nastopila Tanja Fajon, na tisti bolj ljudski pa se še odločajo med Čuki in Modrijani. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!